V studio danes prihaja kandidat za poslanca, ki na državnem političnem parketu praktično nima izkušenj. Je torej dovolj, da 3 leta in pol sediš v svetu občine in si že pripravljen za delo v državnem zboru? Simon Permozer, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Lepo pozdravljeni. Povejte nam, zakaj se pravzaprav podajate na tokratne volitve? Ja, zdaj ta odločitev tleže kar nekaj časa. Ne? Jaz sem se v bistvu v politiko podal zaradi tega, ker sem nekako naveličen vseh teh zadev, ki se v zadnjem času dogajajo okrog nas, pa ne sam bom rekel v tem kratkem obdobju, ampak že kar nekaj let. Set sem bil tega deljenja na leve in desne, med tem, ko se, bom rekel, ljudje delimo in prerekamo glede po pretekle zgodovine, nas ostale države prehitevajo po levi in desni. Se mi zdi, da smo nekako obstali v enem vakuumu in se mi zdi, da ljudje premalo vemo, da politika praktično vpliva na vsak aspekt našega življenja. In ker sem po naravi tak človek, da imam rad volan v svoji roki, sem se odločil, da poskušam nekaj pripomočiti in premakniti tudi v politiki. Nastopate na listi stranke Resnica. Je to pravo okolje? Zagotovo, drugače ne bi bil tam. Nismo idealni, nismo perfektni. Zagotovo so stvari, s katerimi se, kot bom rekel, ideologija, tema stranke popolnoma strinjam. V stranki imamo dovoljeno celo lastno mišljenje o vseh temah, tako da je to ena stranka, kjer sem se nekako našel. Sem pa rekel, ne, pač nismo idealni, je prostor za izboljšave. Dokler je smer prava, dokler, bom rekel, so ideje prave, je to zagotovo okolje, kjer se vidim delovati kot nek politik. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj, pa jih poglejva. Lahko bi rekel ja, lahko bi rekel ne. Lokalna politika je, predvidevam, precej drugačna kot na državnem nivoju. So določene specifike tako na eni strani kot na drugi. Sem pa človek, ki se rad uči, rad se naučim novih stvari, rad spoznavam nove stvari in predvidevam, da se tudi na državnem nivoju bi se moral precej stvari naučiti, spoznati okolje, kako deluje. Tako da zagotovo, če pridem v parlament, je najbrž prvo leto, tako kot je bilo tukaj v občinskem svetu, namenjeno spoznavanju in učenju, potem pa tudi, bom rekel, aktivno sodelovanju. Financiranje občin je zelo velik problem. Predvsem je potrebno spremeniti na način, da se upoštevajo, bom rekel, specifike različnih krajev. Ne. Zdaj imamo pač neko uravnilovko in s tem pač občine morajo operirati, kakor dobijo. Veliko ljudi se ne zaveda, da občinski proračun, ki ga prek glavarine in ostalih prispevkov naberemo skupaj, da veliko od tega je praktično zakonsko določeno, kam se mora porabiti. Ne. Zdaj, če čist karikiram, ne dam čist en plastičen primer, imamo otroka v srednji šoli v Ljubljani, dom stane 300 evrov, malica stane 50 evrov, mi mu damo 300 evrov, pa mu zraven rečemo, plače še malico, pa še kaj lepega si kupi zraven. Na tak plastičen način lahko prikažem, kako se država obnaša sedaj do občin. Zagotovo se mora tukaj na kratki rok vključiti država z raznimi spodbudami. Sami predlagamo prvič znižanje davka na najemnine. Tukaj lahko država pomaga tudi z nižjim DDV-jem na gradbene materiale. Tukaj se lahko država vključi tudi z določenimi subvencijami za mlade družine in za reševanje prvega problema. In seveda lahko pomaga tudi posameznim občinam pri financah oziroma zagotavljanje ustreznih zemljišč za gradnjo.
Ja, gradil se je drugi tir, ne? In finance, ki bi morale biti vložene v ceste od določenih krajih, so bile preusmerjene na drugi tir. Zagotovo v Idriji na kratki rok, pa tudi verjetno na dolgi rok železniških povezav in tunelov ni za pričakovati, če smo realni, bi pa morala država več nameniti sredstev, da se obnavlja in rekonstruira določene odseke na naši cesti, ki je v bistvu edina povezava iz Ljubljano, ki jo imamo, vsaj do Logatca. Prvo kot prvo je treba v bistvu določiti, kje so te točke, ne, ki še niso bile sanirane, ki še niso bile ustrezno pripravljene na take pojave. Država bi morala ustanoviti fond oziroma zagotoviti sredstva iz državnega proračuna, da se vse hrape in struhe, ki so v naših krajih, prvič evidentirajo, katere so za popraviti oziroma za urediti, in potem v bistvu tudi sfinancirati to rekonstrukcijo oziroma urejanje vodotokov. Naša stranka ima dejansko 3 temeljne stebre, ne. Prvi zelo pomemben steber, ki lahko vpliva na kvaliteto vseh državljanov, je borba in omejitev korupcije. Drugi steber je suverenizem in nevtralna zunanja politika. In tretji steber so nizki in pravični davki. Plače se lahko dvigne na 2 načina, tako kot so sedaj, da zaukažeš, da mora biti minimalna plača toliko in toliko, vendar pri nas mislimo, da to ni pravi ukrep. Pravi ukrep bi bil, da se razbremeni plača, da se razbremenijo dajatve, da se razbremenijo davki. Čarobne paličice nimamo, ne? Nimamo zadeve, ki bi čez noč popravila vse, kar je narobe v zdravstvu. Sta pa tukaj 2 stvari, ne? Zdaj, privatnega zdravstva imamo 3%, javnega oziroma bolj bi rekel državno kot javno zdravstvo imamo pa 97%. In zdaj, če teh 3% privatnega zdravstva ogroža 97% javnega zdravstva, potem je ta sistem res krhek in ga je treba čim prej urediti, da bo bolj robusten. Pri nas zagovarjamo stališče, da mora denar slediti pacientu, ne institucijam. Se pravi, pacient bi se moral svobodno odločiti, ali bo koristil usluge pri javnem zdravstvu ali pri privatnem zdravstvu. In v obeh primerih mora biti ta storitev krita iz državnega proračuna oziroma iz zavarovalnice. In v tem primeru, ko ima pacient svobodno izbiro, se poveča tudi v bistvu konkurenca na trgu. V javnem zdravstvu je pa treba zdravnike in medicinsko osebje razbremeniti nepotrebne birokracije, zato da se bodo lahko bolj posvečali svoji stroki, da bodo imeli več časa za obdelavo pacientov. In kot rečeno, finance je treba preusmeriti iz inštitucij na ljudi oziroma zaposlene v zdravstvu ter na paciente. Predvsem je potrebno prevetriti, katere nevladne organizacije si dejansko zaslužijo financiranje. Tukaj štejemo gasilce, tukaj štejemo razne iniciative, ki dejansko pripomorejo k boljšemu življenju ljudi, ki rešujejo življenja in tako naprej. Predvsem pa je potrebno transparentno financiranje. Prevetriti je dejansko treba celoten sistem, ker nihče v naši državi ne dela na optimizaciji državne potrošnje, in to je ta prvi del, kjer lahko dejansko prevetrimo in pridobimo par milijonov, ki jih mogoče nekatere nevladne organizacije dobivajo samo zato, ker pač obstajajo, ne? Kombinacija obojega mora biti.
ampak z jasno določenimi mejami, se pravi, jasno je treba opredeliti, do kje lahko nek zdravnik dela v javnem zdravstvu in kako lahko potem deluje tudi v privatnem zdravstvu. Mislimo, da potrebujemo oboje, zaradi tega, ker le na ta način se bo naredila neka konkurenca, le na ta način se bo tudi javno zdravstvo izboljšalo, je pa seveda potrebno zagotoviti dobre pogoje dela v javnem zdravstvu, da se bo čim manj zdravnikov odločalo za privatno zdravstvo. Da. Da. Simon Permozer, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in na volilni dan vam želim lep uspeh. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.